Dobrodošli v podcastu Obrazi nevladnikov, ki ga pripravljamo s Centrom nevladnih organizacij Slovenije. Naša tokratna gostja je Maja Plaz, dolgoletna vodja društva SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, ki že 35 let stoji ob strani žrtvam nasilja in jim nudi podporo. Od leta 2003 društvo vodi s predanostjo in jasnim glasom, ki opozarja na dinamiko nasilja ter nujnost ustreznega odziva institucij. Pod njenim vodstvom se je društvo razširilo na 23 zaposlenih in 40 aktivnih prostovoljk. Maja Plaz že več kot 30 let vztraja na tem zahtevnem področju, kjer mnogi zaradi izčrpanosti odnehajo. Ne le, da opozarja na sistemske pomanjkljivosti, temveč vztrajno ozavešča javnost in odločevalce. In prav zato je njen glas eden ključnih v boju proti nasilju v naši družbi. Maja, dobrodošli v studiu. Dober dan in hvala za povabilo. Zdaj, z društvom SOS Telefon ste se najprej spoznali kot prostovoljka. Kako se spominjate tistih prvih korakov? Kaj vas je pritegnilo in kako je od tam potem potekala ta vaša pot vse do vodenja društva? V študentskih časih sem iskala nekaj, kjer bi se lahko še dodatno nekako našla, samo uresničevala. In večkrat sem slišala ta poziv po radiju, da išče SOS Telefon prostovoljke. Od leta 1989 so v bistvu moje, predhodnice začele z organiziranjem prostovoljskega dela. In ko sem to slišala, mogoče tretjič, četrtič, sem rekla, očitno je to neko delo, ki me vleče. Tako da sem odšla takrat na pogovor in ostala kot prostovoljka. 5 let, potem pa se zaposlila. In to prostovoljsko delo me je zelo, zelo obogatilo in tudi spremenilo za bodoče v življenju. Kako bi pa danes, torej po več kot 30 letih dela, povzeli neko poslanstvo društva SOS Telefon? Gre predvsem za pomoč in podporo ženskam in otrokom žrtvam nasilja. Tukaj vedno povemo dodatno, da seveda, če se kdorkoli se obrne na nas, bo dobil pomoč, tudi moški, če pokličejo v zvezi z nasiljem. Pomoč in podpora pravzaprav v vseh oblikah. Tudi zaščita v smislu umika v varno hišo, 24-urna linija, zdaj od leta 2021, končno smo jo dobili po tolikih letih prizadevanj. Zelo velik projekt, In kot poslanstvo seveda tudi izobraževanje, ozaveščanje, vse to pravzaprav, kar potegne za sabo na tem področju, da se spreminjamo kot družba. Na preventivi je potrebno ogromno delati. Torej pravite 24-urna linija končno. Še kaj drugega, kar se je v tem času spremenilo z vašim delovanjem, odzivi okolja, položaj žrtev nasilja se kaj spremeni v tem času? Seveda, velike spremembe so se zgodile v zadnjih desetletjih. Jaz vedno rečem tako, da ko gledamo, kaj vse še moramo spremeniti, je dela še ogromno. In vsaka žrtev, ki ne dobi takšne pomoči, kot jo potrebuje, ustrezne pomoči znotraj sistema, je preveč. Ampak vendarle, če pogledamo nazaj, ko ni bilo 30 let nazaj varnih hiš, ko ni bilo v bistvu možnosti pravzaprav nikakršnega umika fizičnega, ni bilo zakonodaje na tem področju. Sedaj imamo zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki je bil sprejet leta 2008 in potem noveliran leta 2016. Imamo Istanbulsko konvencijo, ki je nekako zlati standard na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Cel kup mednarodnih dokumentov z tega področja, veliko boljše prepoznavanje nasilja, ukrepe čisto konkretne, kot so prepoved približevanja. Skratka, en kup stvari se je spremenilo, hkrati pa nekako smo v občutku, kot da se ni veliko spremenilo, ko pride čisto do konkretnih primerov, ko gredo stvari narobe. Zdaj, vaše delo je izjemno zahtevno, to je samoumevno, torej čustveno, psihično in pogosto tudi sistemsko naporno. Kako vi in vaše sodelavke poskrbite zase, da še lahko vztrajate? Kako ohranjate to neko notranjo moč in motivacijo za delo, ki marsikoga sčasoma izčrpa? Jaz mislim, da je predvsem en velik odgovor na to, da nas je
več, da nas je veliko, ne samo v naši organizaciji, ampak tudi v drugih nevladnih organizacijah, kjer delimo prepričanja in vrednote in se trudimo nekako na enakem področju, na istem področju, in predvsem pa čisto na individualni ravni, bom rekla, vsekakor veliko dela na sebi. Ker da zdržiš ta tek na dolge proge, ko imaš včasih občutek, da se nič ne spremeni, pa da spet sistem ni odreagiral tako, kot bi moral, ti velikokrat vzame pogum. In takrat je zelo dobro, da tista, ki, bom rekla, je v tistem trenutku na tleh, ima ob sebi nekoga drugega, ki reče, ne, gremo naprej in iščemo načine, kako bomo spremenile stvari na boljše. Društvo je v teh letih izvedlo številne projekte, akcije in kampanje, na katere med njimi pa ste še posebej ponosni, bodisi zaradi njihovega dosega, odziva javnosti ali pa nekih sprememb, ki so jih prinesle. Če se spomnim mogoče ena prvih stvari, mogoče, ki mi nekako odzvanja v spominu mnogo let nazaj, leta 1999 je bila prva kampanja, večja kampanja ozaveščanja z naslovom Kaj ti je deklica. Takrat so šli jumbo plakati po celi Sloveniji, na katerih je bila zapisana ocena, koliko naj bi bilo nasilja v družinah in koliko spolnega nasilja naj bi bilo nad ženskami. Takrat je bil en velik boom, bom rekla, bumerang nazaj, nek povratni udarec v smislu, kaj se gremo, in da opozarjamo na stvari, ki dejansko niso resnične. Ker takrat se je še nekako verjelo, da nasilja skoraj da ni ali pa da ga je malo. Potem pa se spomnim recimo kasnejših, seveda premikov, omenila sem že zakon o preprečevanju nasilja v družini, to je bila ena zelo velika stvar, z vsemi podzakonskimi akti, ki so bili kasneje sprejeti in nekako en tak dober temelj za sodelovanje naprej z odločevalci in odločevalkami na način, da lahko iz prakse predstavimo, kaj je pomembno spremeniti, kaj potrebujemo, da ne govorim seveda o varnih hišah, ki, naša je bila prva nevladna varna hiša leta 1997, en velik mejnik je bil leta 2009, ko smo odprli drugo varno hišo, ki je prilagojena tudi za gibalno ovirane žrtve nasilja. In kot sem prej omenila, 24-urna linija, ki je resnično, bom rekla, velik zalogaj, za delovanje, ker ljudje se iztrošijo, včasih pomislimo na to, da pač gre za res za linijo, na katero pokličejo žrtve nasilja, se pravi, v nekem trenutku si kot svetovalka, pravzaprav za celo Slovenijo na voljo na tej liniji, kjer te v 99% pokličejo ljudje, ki doživljajo nasilje. Lahko je situacija akutna, lahko je nekaj, o čemer se še pogovarjamo, ali sploh gre za nasilje ali ne, ampak nikoli ne veš, na kaj pravzaprav naletiš, ko zazvoni telefon in se oglasi nekdo na drugi strani. Tako da en kup, bom rekla, tudi zakonskih sprememb, pred 4 leti sprememba na področju zakonodaje glede kaznivega dejanja posilstva in uvedba modela Samo ja pomeni ja. Tukaj smo tudi sodelovali, potem recimo en tak velik, bom rekla, mejnik, tudi sprememba zakonodaje na način, da pravzaprav spolne zlorabe skoraj da ne morejo zastarati pri nas, To je zelo pomembno sporočilo za žrtve. Skratka, veliko stvari, in en od zadnjih projektov, je pa tale naša knjiga, ki je nastala v kratkih 6 mesecih, ampak mislim, da je zelo bogato čtivo in bogat nabor izkušenj, iz katerih se lahko veliko učimo, kaj je še potrebno spremeniti v sistemu. No, pa ko smo ravno pri knjigi, mogoče še nekoliko več, če lahko poveste o njej, torej tukaj noter je zdaj 23 nekih zgodb, izpovedi. Kako je to nastalo? Kako ste to zbirali? Konec koncev tukaj je treba zgraditi neko zaupanje z avtoricami teh zgodb, da so se sploh odločile deliti tako osebne izpovedi. Kako je to izgledalo? Že nekaj let nazaj je naša prostovoljka, naša strokovna zunanja sodelavka, doktorica Jasna Podreka, prišla z idejo, da bi naredile eno knjigo, v kateri bi zbrale intervjuje in znotraj teh intervjujev poskušale nanizati sistemske probleme, s katerimi se srečujejo žrtve nasilja. Eno podobno knjigo smo izdali leta 2007 in bil je že čas, da naredimo nekaj novega.
In pravzaprav je teh 23 gospa, ki so se odločile, da sodelujejo pri intervjujih, so naše uporabnice. Ali nekdanje, večinoma pa kar aktualne, a ne, in je pravzaprav še vse dosti sveže. Se pravi, ne govorimo o nekem zgodovinskem spominu, a ne, kaj se je v preteklosti dogajalo žrtvam, ampak govorimo o enih dejstvih, ki so trenutno prisotna v družbi, a ne. Na kaj vse lahko, a ne, žrtev, ko začne iskati pomoč, naleti, s kakšnimi odzivi se sreča, kje grejo stvari, bom rekla, dobro, kje se zatakne, in jaz bi izrekla tudi na tem mestu, a ne, eno veliko zahvalo gospem, da so nam podelile to zaupanje, ker ni lahko spregovoriti, šlo je za res en dolgotrajnejši proces, za več srečanj, za več intervjujev, ki so bili res zelo poglobljeni, a ne, in potem so dobile v branje, v preverbo, kaj želijo, da ostane noter in kaj ne. Nekatere stvari so želele, da izbrišemo, ker Slovenija je vendarle majhna, a ne, da se ne bi prepoznale, čeprav smo spremenile neke osnovne identifikatorje. Skratka, šlo je za en tak, bom rekla, zelo intenziven proces. Jaz se včasih vprašam, kako smo v pol leta to knjigo skupaj spravile, ampak z veliko entuziazma, a ne, z veliko tega nevladniškega duha, a ne, ko veš, da delaš pravo stvar in da na koncu bo to res nekaj, kar bo vredno branja in kar je prav, da pride med ljudi, zato da se vidi pravzaprav ena realna slika. Tako. In to je zdaj že v bistvu ta knjiga ravno kar doživela drugi ponatis, čeprav razumem. Kje pa jo lahko ljudje dobijo? Lahko nam pišejo kar na naš elektronski naslov društvo-sos@društvo-sos.si ali pa nas pokličejo na 24-urno linijo 0801 155. Skratka, na spletni strani so vsi podatki in z največjim veseljem vam jo bomo poslali. Res smo vesele, da smo uspele ponatisniti knjigo, ker želimo, da pride v čim več domov. Delamo pa tudi na izvedbi audioknjige, ker vemo, da nekateri pač težje berejo, morda pa bojo s poslušanjem prišli do teh vsebin. Krasno. Zdaj, o delu društva SOS Telefon pogosto govorimo v povezavi s torej temi kriznimi odzivi, klici na pomoč, varnimi hišami, svetovanjem. A vaše delo sega torej tudi dlje, ne? Ozaveščate javnost, se vključujete v pripravo zakonodaje, izobražujete institucije. Kako pomembno je sistemsko delo za resnične spremembe? Ja, brez sistemskega dela pravzaprav ni sprememb, a ne. Delo na terenu, a ne, je pravzaprav nek odraz tega, kaj je potrebno spremeniti znotraj sistema. In skozi, bom rekla, skozi desetletja, a ne, se je nekako ta povezava, a ne, na način, da smo prišli nekako do odločevalcev, a ne, ki so nam prisluhnili, kaj je potrebno, a ne, se je vzpostavila in jaz mislim, da to je pravzaprav pravi način, a ne, da iz terena dobijo konkretno informacijo, kaj se na terenu dogaja, a ne. Ker naša zakonodaja je pravzaprav dovolj dobra, bom rekla. Potrebne so še spremembe vedno, ampak nekako bazo pa imamo dovolj dobro za učinkovito zaščito žrtev, a ne. Zatakne se potem pri sami izvedbi, pri konkretnih ljudeh, a ne, pri bom rekla, nekateri odzivi so zagotovo povezani tudi s tem, a ne, kako jaz kot strokovnjakinja na neki instituciji, a ne, razumem nasilje, kakšen odnos imam do njega, ali žrtvam verjamem, ali a priori dvomim v njihove izpovedi in tako naprej, a ne. Zato je tako zelo pomembno, da kdorkoli pravzaprav dela na tem področju, da veliko dela tudi na sebi, ker ta naša prepričanja so tista, ne glede na to, da nas zakonodaja zavezuje, a ne, ki lahko povzročijo, da nekje naredimo zdrs, da nekje ne naredimo dovolj, a ne. In rekla bi še to mogoče, a ne, povezanost sistema, a ne, to, da imamo nek koordiniran pristop, a ne, tukaj nam še manjka, a ne, da so službe še bolj povezane. Mi imamo en kup enih pravilnikov, podzakonskih aktov, a ne, ki jih določa Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ampak kakšna je pa tukaj izvedba, je pa potem, a ne, še vedno veliko vprašanje. Tako da nenehna samorefleksija je potrebna tako pri stroki, a ne, pri vsakemu od nas, kot pri skupinah, poklicnih skupinah, ki se ukvarjamo z žrtvami nasilja.
Kaj bi pa recimo danes rekli ljudem, ki še vedno verjamejo, da se v zasebne zadeve ne sme vmešavati? Ja, rekla bi jim, kaj če bi se nasilje zgodilo komu od vaših bližnjih in ne bi nihče reagiral? Kaj, če bi prišlo do najhujšega in nihče ne bi poklical policije? Kaj, če bi imel nekdo možnost ponuditi informacijo o vaši sestri, svakinji, materi, pa je ne bi podal? Skratka, kar mogoče ugotavljamo kot en pozitiven odtis po vseh teh letih je, da zelo velikokrat pokličejo v zadnjih letih bližnje osebe. Kaj naj naredim, kako lahko pomagam, bojim se, da žrtev ne bo sprejela informacije, bojim se, da se ne bi odmaknila od mene, na kakšen način, naj jo ozavestim in tako naprej. In ta vidik je zelo pomemben. Se pravi, skozi kampanje, skozi ozaveščanja, v končni fazi tudi skozi spremembe zakonodaje, so se neki veliki premiki zgodili tudi v družbi. Torej znamo vedno bolj konstruktivno vtikati nos, kadar je treba. Tako, dobro ste to rekli. Če se ozrete v prihodnost, kaj bi si želeli za društvo SOS Telefon, za vaše uporabnice in za družbo kot celoto? Ja, po tolikih letih sem malo bolj realistična, kot pred, bom rekla, 30-imi. Čeprav brez nekega idealizma težko nadaljuješ. Tako da seveda bi si želela, da bi bilo manj nasilja in jaz s tem, ko pravzaprav ugotavljamo, da je nasilja več, jaz verjamem globoko, da je nasilje samo prišlo na plano. Vse tisto, kar je prej tudi bilo, pa si ljudje niso upali spregovoriti. Kar bi si želela za naprej je, da nevladne organizacije vztrajamo pri naših poslanstvih. Včasih je težko vztrajati, ker ko vidiš anomalije, ko vidiš, kje vse se zatakne, je pravzaprav včasih težko najti pogon za naprej. Tako da si želim, bom rekla, tudi novih moči, ravno jeseni bomo imeli novo usposabljanje za prostovoljke in lepo vabim na tem mestu, da se udeležite, kdor nas sliši in kdor nas želi obiskati in poslušati naše vsebine. Tako da predvsem bi si želela nek učinkovit pristop na način, da je žrtev slišana. Da tudi, ko se, če zadeva pride na sodišče, in ni izplen obsodilna sodba, ampak kako smo prišli do tja, kaj je bilo narejeno, kako smo stali ob strani kot socialna delavka, kot policist ali policistka, kot predstavnica nevladne organizacije ali pa ne nazadnje kot sodnik, sodnica, na kakšen način smo delovali iz našega stola, iz naše pozicije, ali smo jo dodatno viktimizirali, ali smo naredili vendarle vse, da ohranimo integriteto v tem delu, da jo ne poškodujemo dodatno. Tako. Pa se do neke mere ste že odgovorili, ampak morda za nek tak upajoč zaključek, kaj je torej tisto, kar vas kljub vsem izzivom še vedno žene naprej? To, da vidim učinek, da kljub težavam vidim učinek in da vidim veliko dobrih zgodb žensk, družin, ki se postavijo na noge, ki spremenijo življenje ob podpori in ki zaživijo življenje brez nasilja. In zdi se mi, da nas te zgodbe pravzaprav potem držijo po konci, in so zgled tudi drugim, ki so morda na začetku poti in ki dajo potem neko moč in voljo, tudi tem, ki začenjajo to svojo borbo na poti iz nasilja. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Tako, prišli smo do konca našega podcasta. Hvala, da ste bili z nami, pa se poslušamo in gledamo tudi naslednjič. Maja Plas, hvala za udeležbo. Hvala.